Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o nakitu. Pa ne o kakršnem koli nakitu, ampak prav posebnem nakitu, ki ste ga mogoče že opazili, če kaj hodite po Ljubljanski ulici v Izoli. Z nami je danes namreč Sandra Kocijančič, oblikovalka nakita. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Hvala za povabilo v vaš studio. Hvala, da si se oglasila. Verjamem, da veliko delaš, tudi ogrlico, ki jo vidim, da imaš svojo na sebi. Si predstavljam, da traja kar nekaj časa, da jo narediš. To oblikovanje nakita je verjetno precej precizno in zamudno delo, kaj ne? Ja, jaz sem si izbrala tako tehniko, ki je dejansko zamudna, ker moj nakit je izdelan iz žice in kvačkan. In tako da dejansko, ko se jaz lotim izdelave nakita, neke ideje, ki sem si jo zamislila, ponovadi lahko traja kar nekaj časa, ampak jaz teh ur ne štejem, ne? Ker mi je bolj pomembno, da pridem do cilja in da izdelam to, kar sem si zamislila. Ali potem tudi delaš v svoji trgovini ali imaš kakšen poseben atelje za to? Včasih tudi delam v svoji trgovini, v galeriji, ampak po večini najraje delam doma in v miru, ker sem prav opazila, da ta žica se tako obnaša, reagira na obiske, na obiskovalce. Ponavadi v Izoli je tako, da vedno stopijo ljudje, se ljudje tam pri meni ustavijo, poklepetajo. Včasih se mi zdi, da imam tudi tam kot nek psihoterapevtski studio, se zgodi. In takrat se jaz ustavim in ne morem nadaljevati s svojim delom. In je tudi zanimivo, da se mi žica kar zapleta in ne gre po svoji pravi poti, ne? Tako da raje oblikujem nakit v miru in sama. Pa si že od nekdaj delala z žico ali si prej uporabljala druge materiale? Kako si prišla ravno do žice? Dejansko od nekdaj. Pri meni je taka posebna zgodba, kako se je sploh ta ljubezen do nakita zgodila, ne? Ki sega tako v moje daljno otroštvo. Sicer moja nona mi je podarila kot otroku en plastičen zelen prstan s plastičnim diamantkom in jaz ne vem, in so se kar sanje rodile tam v tistem prstanu. In potem, ko sem bila najstnica, sem kupovala razen nakit, ki mi je bil všeč material, iz katerega je bil narejen, in potem sem jaz to podirala pa delala po svoje. In nekoč sem potem srečala to žico, bakreno obarvano žico, mislim, bakrena pobarvana v rdeče, no. In nekaj takega, kar imaš sedaj na sebi, ali? Ja, v bistvu nekaj takega dejansko, ja. No, in potem sem razmišljala, kaj bi jaz iz te žice naredila, tako bi bile lepe barve, tako nekaj bom ustvarila iz tega. In pol sem se že spet ponovno spomnila na nono, da me je naučila kvačkati, ko sem bila mička, in ker lahko bi probala izdelati kvačkati žico, ne. In pol sem poskusila in je bilo tako precej komplicirano, težko, pa prsti so me boleli in sem to malo zapustila in sem pa čez nekaj mesecev ponovno poskusila izdelati nekaj in je nekako šlo, ne. In pa so se mi začele dogajati, odpirati ideje, pa kar po noči sem začela sanjati kose nakita, pa razne stvari in sem potem postala vztrajna in vztrajala in sem naredila tako kar nekaj izdelkov potem iz te žice in tako je začel nastajati moj prvi nakit iz žice. Pa potem kvačkaš s temi navadnimi, da ne rečem, kvačkami, kot so za volno? Ponavadi uporabim najtanjšo kvačko, zato ker mi je všeč rezultat v nakitu, tako da izpade filigransko. In če delaš to majhno kvačko, dejansko lahko dosežeš te prav filigranske momente. Pa si šla potem tudi na šolanje za oblikovanje? Žal ne. Dejansko sem si vedno zelo želela, ampak ko sem bila tam v 8. razredu in se odločila, so moji doma rekli, da ne, da ne bom šla v Ljubljano, v umetnosti ni denarja. Ampak sem bila vedno trmasta, ne, tako se vidi, da sem Istrijanka, ne, trmasta in sem rekla, dosegla bom to, kar si želim in sem vedno vztrajala v temu, ne. In tudi, če sem počela druge stvari že v življenju, vedno sem v bistvu zraven tudi nakit, ne.
In tako nekako naj rečem, da je bila zame velika sreča ta, da sem se srečala z slovenskimi oblikovalci nakita in vedno rečem, da sem jaz z njimi izrastla, ne, na nek način. In v bistvu so bili oni tako nekako moja šola. So te prepričali, da mogoče lahko to postane tvoj poklic? Tako, v bistvu ne. Je bilo tako, da ko sem imela svojo prvo razstavo nakita, to je bilo ravno v Izoli, v kulturnem domu, se je takrat pojavila Vesna Potočar, ki je imela Dobro jutro takrat in me povabila, da bi naredili eno razstavo. Ne? In tako da bi ona posnela to mojo razstavo. No? In ko je to naredila, v glavnem so potem opazili tudi v Ljubljani ta posnetek in moj nakit. V Zlatarstvu Kodre, oni so zlatarstvo, ki prodajajo slovenske oblikovalce nakita. In sem tam vedno zahajala in malo opazovala, kaj počnejo slovenski oblikovalci in tako. Ampak nisem nikoli pač povedala, da jaz karkoli počnem. Ne? No in po tem posnetku so oni takrat videli, da kaj počnem in se jim je zdelo zelo zanimivo. In sem potem v nekem srečanju omenila, da počnem, mislim, da jaz oblikujem ta nakit in so rekli, da to so pa videli ta posnetek in da so si želeli, da bi prišla do njih. Ampak da naj izdelam v bistvu nakit iz srebra za njihovo zlatarno. Tako da pol sem si nabavila srebro, izdelala srebrn nakit. Torej srebrno žico? Srebrna žico, ki jo tudi sedaj zelo veliko uporabljam. In tako, no, in tam sem se srečala z vsemi temi oblikovalci, potem so se začele dogajati razstave, tematske razstave, konceptualni nakit. In tako dejansko pol v bistvu rasteš, ne, in razmišljaš o nakitu na različne načine, ne, da v bistvu govoriš neke svoje zgodbe v nakitu ali pa zgodbe, recimo, ne vem, smo imeli tematiko plečnika in v bistvu razmišljati o plečniku in potem sem jaz. Tako, mislim, ta proces je tudi zelo zanimiv, ker pa si pač moraš prebrati, predelati neko tematiko, jo spustiti vase in potem se v bistvu pri meni zgodijo pol forme, ne? Ko se v bistvu ta neka informacija usede, potem se zgodi kasneje tudi forma in pol je nastal pač nakit, ki je bil posvečen plečniku in sem delala take stebre, premične stebre, ker jih je on te stebre vedno uporabljal v svoji arhitekturi, te grške jih je pač on postavljal kao nepravilno v arhitekturo. Ne? In tako, to mi je bilo tako fascinantno, da sem potem te stebre uporabljala na tak način, da si v tem nakitu lahko premikal te stebre po svoje, ne? Kot si sam želel. Zdaj, ko rečeš konceptualni nakit, to pomeni recimo ravno ta primer s plečnikom? Ali kaj drugega? To je pač ena od stvari, no. Potem, mislim, razne stvari. Mislim, tako nakit je lahko marsikaj, ne. Se v bistvu skozi lahko izražaš na več načinov, pa prepletaš lahko z njim različne umetnosti in tako. Tako da tudi v galeriji Drat v Izoli sem vedno rada recimo vabila različne oblikovalce ali pa slikarje in glasbenike, ki smo v bistvu z nakitom prepletli neko zgodbo. Ne. Ena od stvari, ki mi je bila zelo zanimiva in zelo lep dogodek in razstava je nastala na to temo, je bilo to, da me je ganilo v tem trenutku, ko so začeli prihajati k nam begunci, pa se je postavila bodeča žica in tako. To mi je tako res na nek način prizadelo. Ne? In sem sočustvovala pač s temi ljudmi, ki so prehajali mejo. In v tistem trenutku sem dobila idejo, da bi lahko naredila razstavo na to tematiko zidov, mej in tako. In sem povabila pač še enega slikarja, Bagrat Arazian, ki je imel tudi grafike na temo zidov. In tako da on je postavil pač svoje grafike v galeriji, jaz sem pa postavila bodečo žico, v bistvu en prostor sem zagradila z bodečo žico in nakitom, prepletla vse to in v bistvu notri sem pa naredila tako
ena taka scena, da sem povabila 4 ljudi, ki so se lepo oblekli in so bili, kako bi se reklo, predstavljali kot neko jaro gospodo, ki so in sploh. In tako pač postavila sem jih v nek milni mehurček z kaviarjem, z šampanjci, z rumenim tiskom, časopisi, tako taka paš. In ljudje, ki so pa prišli na razstavo, oni so bili v tej sceni notri, kadili cigare, jedli kaviar, pili šampanjce in tako. Ljudje, ki so pa prihajali na razstavo, pač niso imeli dostopa do njih, so jih pač videli tam, skozi to bodečo žico in nakit. Sem pa nagovorila vse obiskovalce, tako kot da so vsi prišleki, v bistvu begunci, ki so po dolgem potovanju prišli zdaj do nekega zidu in meje. In so bili v bistvu potem kar naenkrat vsi del, kako bi se rekla, te neke scene, ki smo jo hoteli prikazati, z Bagratom. In tako da takrat je bilo tako pač lepo je to izpadlo, ker sosed se je kar ponudil, da bo skuhal bograč, kaj v bistvu to neko veliko mineštro v enem takem loncu, in tako da sem jih povabila kot v zbirni center k njemu, da so tam pač pojedli vse to, ne, po dolgi poti. No, moja jara gospoda je potem ostala pač brez hrane, brez pijače, so do konca večera pač ostali izolirani v tem prostoru, v svojem milnem mehurčku, tam se je pa razvila pač zabava in vsi smo se pač nahranili. Tako zanimiv dogodek in zanimivo na tak drugačen način predstavljen nakit, ne. Ja, zagotovo. Saj imeti galerijo za nakit se sliši takole, kot vemo, da sploh po mestnih jedrih na obali marsikatere takšne ideje hitro propadejo. Tebi zdaj že kar nekaj časa to uspeva. Zakaj misliš, da ti uspeva? Je mogoče kaj na tem tudi, da, ne vem, Ljubljanska ulica je ena od teh bolj živahnih v Izoli, pa mogoče že zaradi tega, ker se zdi, da kakor si nekako sodelujete drug z drugim tam, da mogoče že zaradi tega to pripomore k temu, da imaš lahko galerijo že tako časa? Na nek način je tudi to res, da je v Izoli Ljubljanska ulica specifična, je ulica umetnikov, veliko ljudi, ki pride v Izolo, pride prav s tem namenom, da tudi pridejo v to ulico, tako da upam, da se bo to ohranjalo in da bo naprej še živelo na tak način. Po drugi strani je tudi, zakaj uspeva moja galerija, tudi zato, ker sem vztrajna, ne? Ker nisem vrgla takoj puške v koruzo, ker pač sem verjela v to, da če je lahko v Ljubljani, Mariboru, da je lahko tudi na obali in tudi v Izoli, da se lahko nekaj zgodi. Predvsem pa, veš, to ni, v bistvu ne moreš biti na prvo žogo, tukaj dejansko, veš, imaš mesece, ko tudi gre, ko prodaš, ko ne prodaš, ampak to moraš vse vzeti to je način življenja, ne. Ker takrat, ko ni ljudi, pač imaš bolj čas za razmišljati, za ustvarjati nove zgodbe, ne vem, pripravljati nove razstave, se dogovarjati, ne vem, zdaj, ko smo tudi del Slovenskega tedna nakita, je vedno tudi delo okrog tega. Pač ustrajati je treba, ne. In tudi kakšenkrat, ko rabiš recimo pač zaradi kakšne razstave ali pa tako, veš, nimaš nekega denarja ali pa včasih smo dobili kaj od občine, nek denar, ki je bil res bakšiš, ampak s tem smo lahko pač vsaj nekaj malega naredili, ne. In potem pač enkrat je, enkrat ni in tako da v bistvu je, ko imaš ti eno veliko ljubezen do svojega dela in strast, potem pač nič ni težko in potrpiš tudi tiste težke čase, ne. Kako to, da se je prekinil ta tok denarja z občine? To se je z menjavo oblasti zgodilo, da ne podpirajo več toliko kulture ali kaj takega? Ne, v bistvu jaz nisem potem že dolgo več zaprosila, zato ker je tukaj bilo precej, mislim, dosti birokracije, ne, in pol, ne vem, za 500 evrov si potem mogel še po dogodku polno tega izpolnjevati in pol enostavno nismo šli več v to, ampak zdaj Slovenski teden nakita je pa itak smo zastavili na en drugi način, da imamo donatorje,
pa sponzorje in tako da potem tukaj uspemo zbrati za tiskovine, za razstave, tako da oblikovalcem ni potrebno plačevati razstavnine, si v bistvu plačajo samo zavarovanje nakita pa poštnino, od koder pač pošiljajo in tako da. Priprave za prihodnji teden nakita že potekajo mogoče? Ja, mi se že pripravljamo, smo tudi se že sestali in določili datume in tako da do januarja se bodo oblikovalci mogli že prijaviti, pa bo potem komisija izbrala nakit, ki bo 2025 na Slovenskem tednu nakita. Nekaj je že jasnega v Izoli, kaj bo, zato ker sem se že lani pogovarjala z enim nizozemskim profesorjem, ki gosti zdaj, ima eno razstavo, ki sodeluje 32 oblikovalcev z celega sveta na tematiko veselje, alegrija in je nakit izdelan iz recikliranih materialov. Tako da aprila bo v galeriji Drat se predstavljal pač teh 32 oblikovalcev z razstavo Alegrija in zdaj pa potuje po svetu, tako da ima, zdaj je trenutno v Parizu, pol je Švica, v glavnem po različnih evropskih mestih in prestolnicah in tako v tem trenutku v tednu slovenskega tedna nakita postane tudi Izola prestolnica nakita na nek način. Kako ste pa začeli sodelovati s tednom nakita? S tednom nakita smo začeli, tako je, v bistvu to so moji kolegi in prijatelji, oblikovalci nakita, ki smo bili prej pod isto streho v slovenskem, pač v Društvu slovenskih oblikovalcev nakita Slovenije. Jaz sem že prej, takoj ko sem začela z galerijo, sem začela tudi delati te razstave. Prej je bil Filo Rosso, ki je bila ena taka večja razstava, ki sem jo delala s kolegico Izabelo Bembo, ki živi v Parizu. In smo takrat povezovali Italijo in Slovenijo, tako da smo uporabili muzej Ugo Kara in galerijo Drat in Mancioljevo palačo in smo tam v bistvu delali te razstave in so vedno bili povabljeni tudi slovenski oblikovalci nakita zraven in tako. Pol sem v Izoli delala tudi druge tematike, ne vem, makedonski rubin, pa sem povabila makedonske oblikovalce, pa pol še slovenske in vsi smo delali na to tematiko z tega makedonskega rubina, pa je predstojnik tega, ko se reče, muzeja Miha Jeršek prišel in spredaval vse o makedonskem rubinu, ki on je diplomiral na to tematiko, ne. Pač je bila spet neka celostna zgodba, ampak je bilo vedno tako, da ne vem, jaz sem to delala v Izoli, pol so kolegice delale v Ljubljani svoje razstave, pač je vsak delal na svojem mestu in v tem trenutku tega slovenskega tedna nakita jaz pač dam Olgi Košici, oblikovalki kapo dol, ker je v času covida dejansko ona razvila to čudovito idejo, da se mi vsi povežemo in da delamo skupaj vsak v svojem pač kraju za ta dogodek, ne, za slovenski teden nakita in to je res tako lepota dela, ko se združiš, ne. Ko se združiš in v bistvu vsak da vse svoje moči v to, da nekaj pač nastane na njegovem področju, je to čudovito, ker ta naš slovenski teden nakita dejansko raste, ne? Ampak je vse na račun tega, ker smo se združili in da delujemo skupaj. In pol, ker prav sem razmišljala, veš, prej smo bili manjši dogodki in dejansko veliko dela za manjši izkupiček, recimo kot je zdaj slovenski teden nakita, ne. Ja, zagotovo pride do večjega fokusa, če cela država naenkrat govori o tem. Ja. Se pa v sklopu tega poslužuješ tudi raznih drugih eksperimentov, recimo govorila si nekoč mi že o v gigantskem nakitu, ki naj bi bil okoli kar stavbe. Urbani nakit. Urbani nakit, tako, ja. Ja, urbani nakit. To je bila tako ena taka
moja želja dlje časa, da bi naredila urbani nakit, pač nakit za mesto. In v prvem letu slovenskega tedna nakita sem se jaz povezala tukaj z Primorsko univerzo, zdaj imajo ta pač umetniški program VUO, ne? Aha, to je zdaj na novo ali že nekaj časa? Mislim, da tudi oni, da so 3 leta zdaj, ali že 4. leto. In takrat sem se, pač je Tina Cotič, moja prijateljica, ki je tam tudi asistentka, profesorica, mislim, da je že zdaj, je rekla, da bi lahko študenti naredila kakšno zgodbo okrog tega slovenskega tedna nakita, ne. In to se mi je zdelo tako res fenomenalno, in ko je ona vprašala študente, če si želijo delati nakit, pač ja, seveda, veš, ker tako prva predstava o nakitu je vedno tako, pač ni za nje perlic, tako se ljudje predstavljajo, tako na en tak način. No, ampak potem sem rekla, super, ful dobra ideja, in sem s temi študenti tako naredila en tak uvod, da sem Petro Bole, ki je naša velika slovenska oblikovalka tudi nakita, ona je tudi pač napisala knjigo Nakit kot umetnost. Sem želela, da jih ona popelje malo pač skozi tudi njeno knjigo v to, kaj je nakit, in je imela eno super predavanje, tako da so si oni malo razširili obzorja o nakitu, kaj vse lahko je nakit, ne, in tako. In potem sem pač začela izdelati z njimi in sem si zamislila, da naredimo pač eno ogromno ogrlico, ki bi jo obesili na zvonik. Ampak te ogrlice sem se lotila tako, da sem vsakemu študentu dala en hula hop in rekla, da naj na ta krog pač vsak za svojo tehniko in pač tehniko, ki mi je najbližja, izdela nekaj v ta krog, ne. In naj ob tem pač razmišlja o nečem, kar se ga je v življenju res dotaknilo, ne? Nekaj pač močnega, naj si pač zamisli nek dan, ki se je zgodil, ali pa neko obdobje življenja, naj proba pač v ta krog prenesti z svojo pač idejo, ne. No in tako, da je bilo pol 19 krogov, vsak od študentov je izdelal svojega, pa so se fotkali, vsak je napisal tudi tekst zraven, kaj želi s tem povedati in tako. In smo teh 19 krogov združili v eno ogromno ogrlico, ki je pač predstavljala na koncu tudi moč združevanja in moč povezovanja in pač tudi, če smo si različni iz različnih svetov, da pač svet ni črno-bel, da se spoštujemo en drugega, iz koderkoli pač prihajamo, ne? In da imamo znotraj tega vsak svoj krog, ki je v njem svoboden, ne? In se v njem izraža, in tako da je pač to potem dejansko viselo na zvoniku na Mancijoljevem trgu in je bilo res tako lepo in fascinantno in dejansko ta urbani nakit bi si še kdaj želela izvesti in tako za študenti, in ko je več ljudi, je to lažje izvedljivo, ne. Kvačkalo bi verjetno nekaj let. Ne, ja. Bi rabila še eno življenje mogoče. Ja. Ste imeli mogoče glede tega kakšne probleme z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, to je vendarle stara hiša? Ne, takrat pač jaz sem šla vprašati župnika, izolskega župnika, če se on strinja, kaj pravi na to, če bi obesili na zvonik, ker tam res deluje tako kot en vrat, ne. In on je rekel, meni se zdi super, jaz podpiram umetnost in z veseljem, tako da ni bilo nič takega, ampak tudi materiali niso bili taki, da bi lahko poškodovali fasado ali karkoli, ne. Edino, kar smo rabili, smo potem potrebovali še plezalce, višinske delavce, da so to povezali. In za varnost smo predvsem mogli poskrbeti za to, da ti krogi ne bi kar leteli ob kakšni nevihti in tako. Ja, ni bilo burje takrat? Da ni bilo burje. Je bila neka burja, ampak je vzdržala ogrlica. No, super. Ja. Ja, se zdi, da res tako, da mogoče bi v Sloveniji še potrebovali ta teden ali kak mesec nakita. Mislim, vsaj tako, če
primerjalno gledamo, se mi nekako na prvi pogled zdi, da mogoče v Sloveniji manj cenimo nakit kot recimo v sosednji Italiji. Se zdi, da ali pa vsaj na trenutke, tako nek stereotipni Italijan, ki si ga predstavljamo iz filma, je bolj ovešen z nakitom kot mogoče pri nas. Veš kaj, v bistvu je to, Italijan je res zelo obešen z nakitom, ampak on gleda v bistvu to skozi modo in skozi to, kaj se v tem trenutku zdaj pač nosi, in ne gleda v bistvu na nakit skozi zgodbe, kaj ta nakit sporoča, po večini. V bistvu ta stereotip, ki si ga omenila, je v bistvu tak Italijan, ki bo dal nase vse, kar je v tem trenutku modno. Drugače pa nakit kot, ne vem, kako bi se rekla, ali sodobni nakit, umetniški nakit, ali raziskovalni nakit. To v bistvu je nakit, ki nosi zgodbe in so potem ponavadi tudi ljudje in moje stranke in stranke mojih kolegov, stranke, ki si želijo, ljudje, ki si želijo v bistvu nekaj več od tega nakita in gledajo v bistvu na nakit tudi kot umetnost, ne? Tako kot, ne vem, ko si kupijo kipec, lahko tudi en kos nakita, obstajajo zbiralci, ki zbirajo pač dela oblikovalcev nakita. In pri nas bi lahko rekla, da se tudi to znanje o nakitu in postavljanje nakitu v eno drugačno mesto zelo spreminja. Prej je bilo res drugače in so ljudje gledali na nakit res kot nizanje perlic, ali pa da ima nakit vrednost samo, če je zlat ali pač samo, če je srebrn, ne? Ampak v tem kontekstu dejansko tudi material ni toliko pomemben, ne? Veš, tako, to se mi zdi včasih, veš, ko je pač umetniški nakit, je tako, kot če bi rekla, da je slika nekaj vredna samo, če je zlata, recimo, ne? Tako je tudi pri nakitu, so pač vrednosti tudi drugje, ne? Pa se ti zdi, da je torej že prišlo do tega premisleka, ker ponavadi ne vem, ob rojstvih, birmah, takih obletnicah oziroma prelomnicah življenja, še vedno je nekako v navadi, da se ravno ta zlat nakit podarja. Češ ta je tisti, ki bo večen. Ki je večen, ja. Ponavadi za rojstva in obletnice še vedno to velja in ljudje to še vedno kupujejo na tak način. Ampak se izberajo tudi dostikrat te naše slovenske oblikovalce, ki delajo pač tudi s bolj plemenitimi kovinami in zlatom, ne? In to mi je všeč, veš, da ni samo klasična veriga, ki je prišla direkt iz postroja, ki jih je nastalo itak tisoč in kilometre te, ko se reče, ketne, ki jo pol režejo industrijsko in potem vsak otrok je dobil eno ketnico. Se mi zdi tako čip, ne. Če pa se res odločiš, ne vem, za enega oblikovalca, ki ti bo izdelal neki poseben, ne vem, obesek ali pa z posebnimi črkami, ki si jih ti si zamislil, pač je bolj originalno in se mi zdi, ima to res večjo vrednost. In najbolj hecno je to, da je cenovno verjetno podobno, ne, je cena tam. Ali pa morda celo kdaj oblikovalski nakit tako izdelan, morda celo cenejši kot tista debela ketna, ki si jo izbereš za neko obletnico in je brez duše in je tako pač. Se kako pa samo recimo predlagaš ljudem, kateri nakit bi bolj recimo pristal komu? Gre tukaj tudi mogoče za, ne vem, za različne barve, za oblike, glede na telo, glavo? Ja, tako je nekako. Jaz z leti ponavadi že kar opazim žensko, ki stopi k meni po nakit, jaz jo že vidim. Ponavadi je tako res, raje pustim, da ljudje najprej sami vidijo, kaj jih potegne, kaj jim je všeč in tako, in potem se malo vmešam, če lahko, da pomagam in to se z leti tako kar naredi, da vidiš človeka, kaj mu bo pristajalo, ne? In kaj mu ne bo. Ker dejansko, kako je grajen, barve, oči, las, način oblačenja. Tako zelo hitro
narediš to neko psihoanalizo, obleke in nakita, kako bo in človeka, kaj bi mu pristajalo. Ne? Se ti je že kdaj zgodilo, da je nekdo, ki mu res ne bi pristajalo nekaj, želel vseeno to? Je želel, samo jaz ponovadi kar povem. Jaz kar rečem, da gremo raje v eno drugo varianto. Zato, ker je tako, mi je žal, no, da bi nekdo nekaj nosil mojega, da mu ne bi pač lepo pristajalo. Ne. Tako da rada svetujem in pomagam. Ali pa tudi, naprimer, dostikrat se zgodi, da prav izdelam nakit za določeno osebo. Po naročilu? Po naročilu, ja, veš, tako pol ljudje povejo, rabijo neke posebne priložnosti, ali si želijo nakit, ki je za vsak dan. Tako da so različne želje, ne. Tako da je pri tem nakitu odvisno, kaj želiš, no. Kako ga nositi, kdaj in tako. Pa vse izgleda približno podobno kot to, kar imaš danes na sebi? Ne, danes je ta ogrlica je nadaljevanje zgodbe s študenti urbanega nakita. Ker ko so študenti, ko smo izdelali pač to ogrlico, sem potem za naslednje leto izdelala 12 ogrlic ring. In z različnih materialov, nekatere srebrne, nekatere kombinacije srebrne pa barvne in tako. In sem potem izbrala 12 različnih ljudi z različnimi poklici, ki sem jih v njihovem delovnem okolju fotografirala vsakega z eno od ogrlic. In potem nekateri so pač Dorina Bržan, recimo naša najstarejša pesnica iz Izole, je brala svojo poezijo z modro ogrlico in modrimi lasmi. Potem recimo Marko Zelenko je klesal kamen in se je slišalo, kako kleše kamen. Pa smo obiskali profesorico v šoli, pa igralko v teatru, ki je odigrala svojo vlogo. In pač so bili posnetki in tako je bilo pač 12 različnih ljudi, ki sem jih posnela, in na razstavi so bile pač fotografije, QR kode, da je vsak obiskovalec lahko slišal še zgodbo vsakega posebej. No? Tako da to sem potem združila teh 12 različnih zgodb. Pa omenila si Zelenka, to pomeni, da ustvarjaš nakit tudi za moške? Tako je, da moj nakit je dejansko bolj ženski. Sicer sedaj v teh časih je težko reči ženski, moški, ne? Ker pač vse postaje tako nekako unisex, se mi zdi, ne? Tako da ne morem več govoriti o ženskem, moškem, ampak včasih bi rekla, ja, ženski. In me tudi najbolj navdahne ta ženski nakit. In mi je pa zelo všeč fotografirati tudi tak nakit na moških, ne? Ker izpade tako super. Recimo Marko je bil z Zelenka v tem svojem okolju prašnem, brusil je kamen, klesal in pač z eno od mojih ogrlic, ne, smo ga fotkali v delovni obleki, brez majic, mislim, tako, v delovnih hlačah, brez majice, tako. Super kontrast, ne, tako čisto neko kontrastno vzdušje, okolje in tako. Si naredila tudi koledar iz tega, ko jih je bilo že ravno 12? Ne, lahko bi, so mi že ljudje rekli, da čas je Sandra za koledar s tem, ampak res bi ga lahko, ne. Me še čaka. Tako da, v glavnem super je, v tem nakitu so tako res različne zgodbe, popeljete marsikam, ne. Pa si ponavadi bolj pri ogrlicah ali tudi pri kakšnih drugih? Zelo različno. Imam prav obdobje, tako enkrat delam bolj uhane, drugič bolj ogrlice, pa sem na zapestnicah, zdaj mi jih je zmanjkalo, recimo, ker nisem že 2-3 leta delala zapestnic, tako da moram spet priti kaj do zapestnic. Ampak to je tako različno. Različno, kako me vodijo ideje, ne? In kam gremo. Zdaj imam uhane trenutno. Je uhanje ogrlice se zdijo vseeno, naprimer žica, kako trdna je ta žica, recimo za zapestnice, zato ves čas nekam butamo z roko ob mizo, pa ne vem, v vrata, pa to. Je žica dovolj trdna, recimo? Je dovolj trdna in sicer je, mislim, kompaktna.
Pri delu je tudi tako fajn, no, ker je, ko se dela z njo, je dovolj mehka za oblikovanje, ampak enkrat, ko je izdelek v celoti narejen, je brez skrbi, je kompaktno in to se nekaj potrga in tako. In tudi ne bode, večkrat ljudje mislijo, ker je iz žice, da bode, ne bode, je zelo nežna in koži prijazna. Ja, ampak si se morali pa verjetno nekako posebej ukvarjati s tem, kako zaključki so ponavadi pri nakitu vedno, vedno se vsak oblikovalec ukvarja s temi zaključki, ne. Tako da, veš, nekdo, ko nosi, niti ne razmišlja o zaključku, ampak zaključki so večen izziv pri vsakem kosu nakita. Tako, kako, kaj zaključiti, ne. In pri meni je sicer tako najljubše mi je, da zaključim z svojo tehniko, ne. Če se le da. Tako najraje zaključim za svojo tehniko, ne, veš, da ni To se pravi svojo tehniko izumila ravno s tem namenom, ker kaj drugega ni bilo dovolj precizno, ali? Ne precizno, zelo precizno, ampak me je dostikrat zmotilo, da mogoče so zaključki delovali preveč industrijsko. In da mi je potem lahko zaključek pokvaril v mojih očeh nakit, ne. Sicer so lahko tudi industrijski in neopazni. Jaz zdaj recimo, ko uporabljam, ko delam pač te svoje kolekcije s kavčukom tudi, ne, ki kombiniram kavčuk in pa srebro ponavadi, zaključujem s takimi črnimi magneti, kar je odlično, ker je tako neopazen, enostaven za odpiranje, zapiranje in tako da magneti so super. Ampak pri kakšnih drugih kosih, ki so popolnoma vsi izdelani celi iz žice, takrat pa raje tudi jaz izdelam zaključek, da je tako bolj, kot bi rekli, enotno vse skupaj. Kako pa žico kombiniraš s kavčukom? Ne, tam, kjer je kavčuk, v bistvu je... žico, kako kombiniram s kavčukom? Ponavadi kavčuk oblečem v žico in potem pač razne detajle, pa predlagam, da si pogledaš mogoče kakšne slike ali pa tako, da si lahko pogledate. Dejansko na Instagramu imam vse te Kar povej, kje to najdemo? Ja, lahko Sandra Kocijančič Jewelry. To je pač ta moja Instagram stran z mojim nakitom. Je pa ločeno tudi galerija Drat, tako da tam lahko vidite tudi, kdo je že razstavljal pri meni, pa razstave, ko se dogajajo, tako da lahko tam sledite. Imaš tudi kakšno zdaj v načrtu za, naprimer, do konca leta bo kakšna razstava še tudi videti v galeriji? Kakšna nova? Sedaj, do konca leta morda, ker nisem še čisto dogovorjena, tako da ne bom še nič rekla, ampak morda bo še do konca leta še ena, potem pa po novem letu pa bo kar pestro. Aha, se pravi po novem letu 2025, to so pa že načrti. Potem so že načrti za naprej, ja. Kaj pa zdaj trenutno lahko vidimo v galeriji? Trenutno v galeriji lahko vidite sedaj moj nakit in dve sliki Paride di Stefana, italijanskega slikarja, in pa dva šala oblikovalke Tanje Devetak in Edvarda Čehovina, ki sta pa dva potiskana šala z njihovimi zmagovalnimi plakati. No in so taki laneni šali, ki so tudi ki imajo svojo serijsko številko in certifikat in tako da je zanimivo videti. Prav posebni šali. Prav posebni. Glede na to, da imaš galerijo in predstavljam si, da tudi zelo dobro skrbiš za svoj nakit doma, sama imam recimo problem s tem, da to dajem vse v neko škatlo, ker ta romantična podoba lesene škatlice, ki jo odpreš in potem povlečeš po eno in eno ogrlico ven, se je seveda končala tako, da imam vsake toliko potem en kup ogrlic, ki jih potem zelo precizno in ko imam čas zenovsko razmotavam. Kakšen bi bil pravilen način recimo hrambe nakita? Pravilen bi bil ta, da imaš za vsak kos svojo škatlico. To bi bilo najboljše, ne?
Drugače, če pa je škatlica, če imaš srebrn nakit, je absolutno super, da je v škatli, ker če ne zelo hitro oksidira in je hramba v škatli najboljša, tako da ne potemni. Če ne, pa dejansko ja, za vsako svojo škatlo, to je skoraj da najboljše, ker če ne, kepa. Se tega ne gre izogniti. Se zgodi samo od sebe inštalacija, ne? Ja. V škatli. Pa, recimo, če srebrni nakit oksidira, se ga da potem tudi popraviti? Ja, ga lahko čistiš tudi, recimo doma najhitreje ga čistiš z zobno ščetko in zobno pasto, ne? Ali pa lahko v mlačni vodi z sodo bikarbono in alufolijo, v bistvu dodaš srebrni nakit v alufolijo in potem v pač to toplo vodo s sodo bikarbono namakaš nekaj časa in je kar viden rezultat. No. In če ni takoj prav toliko viden, da, kot bi si sami želeli, se potem pač ponovi postopek, ampak je učinkovit. Kaj pa praviš, da poleg srebrne žice recimo uporabljaš tudi bakreno žico? Ja, ta je recimo bakrena obarvana, ne? Se tudi ta spremeni s časoma ali zamenja barvo mogoče? Veš kaj, to je tako dobro zaščitena, da jo ne spreminja, ne? Sem pa ugotovila tudi tako, kako so, mislim, je tako dober premaz, da je okej, da vzdrži, ne? In iz česa pa je ta premaz čez? Ne, to ne vem, ker ga že nabavim, ampak tako že vidim, ne vem natančno žal kako je, ker nisem tudi prišla do srža, prav do, kako bi se rekel, do jedra tega, s čim premažejo, ampak ni alergena. To so mi rekli tudi ljudje, ki so alergiki, da ni reakcije. Ne. Ja, da ni tiste zelene tudi, da ne pušča. Tako da ni, ne. Tako da je, mislim, ne, pušča zeleno absolutno ne, ker je zaščitena. Ne. Drugače mi je pa fascinantno uporabljati te različne materijale. Ne. Med drugim nisem omenila eno od mojih takih znanih ogrlic, ki veliko ljudi me prav prepozna po njej, so brusilci, ki sem jih uporabila, te diski za brušenje, no? Brusilci, šajbe, jih tudi ljudje poimenujejo. Sem enkrat našla pri prijateljici na gradbišču in mi je bilo tako lepo, sem rekla, te šajbe, to je tako super, jaz bom nekaj izdelala iz tega. In dejansko sem jim vdihnila neko novo življenje, nekemu odpadnemu materialu, da jih zdaj kombiniram dejansko s kavčukom, pa z srebrom, včasih z nekimi dragimi kamni ali pa poldragimi, tako da mi je tako všeč ta kontrast. Nekega odpadka mu dati neko čisto novo vrednost. In, pa ni to težko za nošenje? Ne, ni težko. V bistvu je tako in lahko, ker so te šajbe lahke. A je tu nek trend zdaj tudi v oblikovanju nakita, torej te neki odpadni, reciklažni materiali? To je že dolgo. Je že kar dolgo in tudi ta razstava, ki bo zdaj pri meni aprila, bo dejansko vse skoraj izdelano iz bo vse reciklirano. Ampak reciklirajo, dostikrat oblikovalci tako uporabljajo nek material, ki ga reciklirajo in potem pač uporabljajo tudi sicer zlato, srebro, nekateri tako različno. Zelo, zelo različno. Naplavina iz morja mogoče. Tudi mogoče, ja. Tako da, v glavnem, ta svet nakita je tako fascinanten, tudi ko gledaš druge oblikovalce, to so tako, jaz vedno temu rečem, da to je mikrokiparjenje, ne. To so dejansko kot kiparski izdelki v nekem, kako se rečem, na nek drugi način, no, v takem bolj mikrosvetu. Delaš vse mogoče pod lupo, to je res tako precizno delam, ampak počasi z leti vidim, da jo bom že potrebovala, ker moj vid ni več tako zelo dober, kot je bil včasih, ne. Tako da sem verjetno pripomogla s svojim načinom dela. No, brez skrbi, sem slišala tudi že okoliste reči, oči so zato, da gledajo, kot so noge, zato da hodijo. Tako da, dokler imaš dobro osvetljavo, verjetno ni problema. Ampak kako pa je recimo s tresanjem rok? To pa pogosto ni odvisno od starosti, ali tudi to, kaj vpliva na te majhne poteze?
Ja, jaz sicer s tem nimam težav, roke se mi ne tresejo. Tako da, če bi se tresle, bi imela jaz verjetno težave pri delu z temi nekimi, kako bi se reklo, mikrodrobnimi stvarmi. Mogoče bom kasneje, če se mi bojo tresle roke, šla na večjo kvačko in širše luknje. Tako da ne bo več tako opazno. Bom pač spremenila mogoče malo način, ne? Sicer žico dobivaš iz Slovenije, jo moraš naročati iz tujine? Ne, dobivam iz Italije. Jo dobivam iz Italije, pač iz Areca. Tam imam en kontakt in potem ponovadi se odpeljem enkrat na leto v Areco, v to tovarno in si nabavim srebro. To s kombijem? Ne. Jaz si nabavim ponovadi en kolut, 2 koluta, to ni tako težko, da bi s kombijem. To, ko bom tako zelo velika in bom imela tovarno Sandra Kocijančič Jewelry, takrat bom s kombijem, bom pošiljala kombije. Po ogromne kolute srebrne žice. Koliko pa je? Recimo en kolut, koliko je to metrov približno? Ponovadi so tako na grame se gleda, pa na kilo. In tako pač cena srebra raste pada, ne. In jaz ponovadi kar rečem, da za koliko denarja naj mi jo naredijo, ne. Pa zdaj cena raste v zadnjih letih srebra ali to približno ostaja na istem? Mislim, da je približno isto. Se pravi nekaj takega kot zlato? Ker dejansko ti povem, da ne spremljam sproti te cene srebra, ker pač delo je delojensko delam, pač ali srebra, ali z bakra, ali česarkoli drugega. Res dejansko jaz ne unovčim tega materijala na ta način, ampak gledam pač delo kot samo. In je ta ogrlica v srebru isto stane kot pač ta bakrena. Tako ni, pač ne delam razlike v tem. So ljudje zadovoljni glede tega? Ja, nobeden se ne pritožuje. Nihče mi nič ni rekel, no. Ampak tako pač je. So ure dela, ki jaz vedno ocenim, pač ceno nakita dam tako še vedno zelo prijazno slovenskim razmeram in včasih tudi podcenjeno času, ki sem ga porabila za nek izdelek, ker me vseeno veseli, da pač gre kos naprej, da ga prodam, da ne stoji tam leta in leta. In veš, ker tako je pač energija kroži, nove ideje potem pridejo. In tako vsaka ogrlica, ki dobi svojega novega lastnika, je tako nek, kako bi se reklo, nek zagon tudi za naprej, ne? Tako, veš, je... Si že videla, kdaj je ogrlica, tako, ne vem, si gledala kak večer, podelitev Prešernovih nagrad, kakorkoli že, in si tam rekla, poglej, moja ogrlica. Ja, večkrat se je to zgodilo, tako da so v bistvu ljudje nosili moje ogrlice tako pač na nekih dogodkih in na odrih, ker dostikrat se zgodi, da ljudje si pridejo tudi k meni, kdaj sposoditi za oder, nakiti ogrlico, ne. In kakorkoli je to, je lepo, ja, seveda, super je. Takole, ker se nama čas počasi približuje k koncu, mogoče te samo še vprašam, glede na to, da si zdaj tukaj, kdo je pa namesto tebe v galeriji zdaj, ali galerija ob ponedeljkih ni odprta? Ne, ni nihče namesto mene v galeriji, zato ker pač jaz imam ta status tak, da ne morem zaposliti nikogar tam. In tako da tudi, če me kdaj ni, ko me ni v galeriji, je vedno moja telefonska, tako da me ljudje pokličejo in pač, ko meni tudi pridem in tako da. Za konec mogoče bi povedala še, če nas kak oblikovalec gleda, kam se lahko prijavi na teden oblikovanja? Tako, priporočam, da spremljate slovenski teden nakita, Slovenian Jewelry Week, našo spletno stran. In tam je vse, tam je vse napisano, tako, kdaj se prijaviš, rok in vse tako. Super. Kaj pa za nas obiskovalce, kdaj lahko pridemo pogledat nove razstave? 10. aprila se začne slovenski teden nakita in vabljeni vedno spremljate pač na naši strani, kje so razstave,
predavanja, delavnice, tako da v tistem času se dogaja dejansko veliko stvari in za veliko različnih okusov in vedoželjnežev. Velja. Ko boš izvedela za novo razstavo, pa nam le sporoči. No, tako, hvala. Hvala tebi za obisk. Hvala enako, tudi za povabilo. Ja. Tako, dragi gledalci, danes smo spregovorili o nakitu. Če ste mogoče izpustili kakšen del pogovora, vas toplo vabim, da si ga v celoti ogledate na našem YouTube kanalu Megafon TV, kjer lahko pod seznami predvajanja in Vivo Veritas najdete sicer tudi druge oddaje, pa tudi tega v celoti. Upam, da se vidimo prav kmalu, do prihodnjič pa imejte se lepo.